Mislim, da lahko kar začnemo z našim večerom. Sigurno se bo še kdo povezal v teh minutah, ampak prav je, da začnemo. Torej, še enkrat začnem znova, dober večer vsem. Najprej hvala vsem, da ste se tako številni udeležili našega srečanja in da ste se odzvali našemu povabilu. Kot profesor gospodarskega poslovanja menim, da so taka srečanja res pomembna za naše dijake in za našo šolo. Ker je prav, da se naša šola in torej tudi naši dijaki odpirajo teritoriju in takim pobudam, da sodelujejo torej s teritorijem in da se tudi čezmejno povezujejo, saj je danes naša ekonomija postala globalna. Obenem menim, da je naš cilj ta, da dijake pripravimo na odličnost in na kvaliteto, kot je pot našega gosta danes večer, doktorja Zobca. Sedaj bi predal besedo gospe ravnateljici Maji Lapornik, ki bi rada nas pozdravila. Prosim, Maja. Hvala lepa, Domen. Vsem lep in prisrčen pozdrav. Seveda prvi pozdrav gre našemu nocojšnjemu gostu, gospodu Eriku Zobcu, in z manj kot 24-urno zamudo tudi naš iskren vse najboljše. Včeraj namreč Zobec imel svoj osebni praznik, rojstni dan, in mu vsi voščimo veliko lepega. Moram reči, da sem danes posebno ganjena, kajti dejansko je na začeta pot, se utrjuje, se nadgrajuje, kar si seveda v naši šoli štejemo v ponos in v čast. Pravilno je rekel Domen z jasno besedo, mi moramo mlade in želimo mlade vzgajati k pravi kvaliteti, ne k povprečju. Mi jim želimo kazati pot odličnosti in moram povedati, da naši mladi to tudi razumejo in upam, da tudi cenijo. Odličnost je tudi sestava današnjih soorganizatorjev oziroma sogostov. Zelo težko je jih v pravem vrstnem redu nekako imenovati in pozdraviti, zato mi dovolite morda kakšen spodrsljaj s tem v zvezi. Že na prvem webinarju oziroma na prvem takem srečanju so bili z nami Zadružna kraška banka in mislim, da je z nami povezan gospod predsednik Adriano Kovačič, pa seveda Slovensko deželno gospodarsko združenje z direktorjem Andrejem Šikom in s predsednikom gospodom Robertom Frandoličem. Ob ZKB je tudi z nami ZKB mladi, Jan Kraus in seveda danes je krog nekoliko širši in pozdravljam v naši sredi gospo Vesno Hodnik, Slovenske gospodarske zveze v Celovcu in projekta oziroma projekta Maj, bi rekla, Mladi Alpe Jadran. V veliko veselje mi je, da so z nami tudi Slovenci v Porabiju preko gospe Andreje Kovač, pa gospa Simona Zupanc, strokovna sodelavka, in gospa Martina Rečnik, sekretarka Območno-obrtne podjetniške zbornice Celje. Z nami je tudi Slovik, gospa Jasna Legiša in seveda Slovenska gospodarska zveza iz Celovca in ne nazadnje Zveza slovenskih društev na Hrvaškem. Tako da upam, da nisem nikogar pozabila, povedala pa bi še to, da poteka to srečanje pod pokroviteljstvom Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, kar nam je seveda v posebno zadovoljstvo. Skratka, naš prostor se širi, se kot tak tudi utrjuje in s tem seveda tudi kvalitetno bogati. In ena izmed osrednjih zvest v tem prostoru je gotovo poklicna pot in seveda s tem tudi človeška figura gospoda Erika Zobca. Kot prejšnjikrat bodo tudi danes v ospredju naši mladi in zato ne bi bila predolga, ampak prepuščam besedo oziroma predajam štafetno palico naprej. Vsem res hvala lepa za vaš sotrud, za vašo prisotnost in sem prepričana, da to srečanje ne bo skupno zadnje. Ja, Maja, hvala lepa za lepe besede.
Sedaj bi šli naprej. Vprašal bi naše goste, če so tako prijazni, da nas častijo s pozdravom. Začel bi kar z Vesno Hodnik, ki jo je predstavila že Maja. Torej, Vesna Hodnik je predstavnica Slovenske gospodarske zveze v Celovcu in programski vodja društva Maj. Vesna, bi kar tebi dal besedo, prosim. Hvala lepa, Domen, za besedo. Lep pozdrav vsem, čudovita množica ljudi. Zelo sem navdušena, da smo iz celih koncev zbrani skupaj. Naj popravim, to je projekt Maj, mreža Alpe Jadran, ali kot jo mi radi imenujemo Mladi Alpe Jadran. Projekt poteka že 4. leto in sicer so ga skupaj ustanovile 4 zamejske organizacije. In sicer vaša organizacija Slovensko deželno gospodarsko združenje iz Trsta, pa potem Zveza slovenskih društev na Hrvaškem, naša Slovenska gospodarska zbornica v Celovcu in pa Razvojna agencija Slovenska krajina v Porabju. Torej 4 zamejske organizacije se vsako leto dobimo skupaj, naredimo plan, kaj bomo naslednje leto delali z mladimi. Projekt Maj je pravzaprav en skup enih takih dogodkov, ki jih organiziramo za mlade. S tem se seveda najlažje in najbolj z veseljem veliko veselje nam je, ko se lahko povezujemo s šolami, kot je na primer z gospo Lapornik z šole Žiga Zoisa, pa potem v Celovcu imamo šole, ki so dvojezične in tukaj pravzaprav je ta bogat bazen mladih, ki se želijo v tej regiji povezovati. Torej ta projekt je nastal predvsem zato, ker se želimo, da se mladi med seboj spoznajo, da se povežejo, da začnejo skupaj razvijati poslovne ideje. Zato so tudi vsebine našega projekta Maj so vedno naravnane na gospodarstvo, na povezovanje. Ker nam je korona zapletla vsem nam življenje, smo zadnje leto večinoma preživeli na spletu, poiskali uspešne Slovence, mlade, ki živijo po svetu in se ukvarjajo s Kickstarterji. Imeli smo gostjo, ki je edina Slovenka, ki dela v NBA ligi in tako naprej, tako da smo poskušali biti celo leto zanimivi, atraktivni in še vedno povezati mlade. Letos pa se že kaže zelena luč in sicer že naslednji teden bomo lahko šli spet v dogodke v živo, kajti to je pravzaprav Maj, da mlade pripeljemo skupaj na prostor, se tam srečamo, tam potem organiziramo delavnice, skupaj se pogovarjajo, kreirajo ideje, so kreativni, razmišljajo o tem, kako javno nastopati in tako naprej. Tako da naslednji teden bomo izvedli prvo delavnico v živo skupaj z našo tehnično šolo tukaj v Celovcu, kjer bomo že nekako poskušali vsaj del mladih spet združiti skupaj in veselimo se, da bomo Maj lahko nadaljevali v regiji v živo naprej. Torej, mi potujemo po zamejstvu, če nas spremljate na spletni strani ali pa na Facebook strani Maj, lahko vidite, kam potujemo. Potujemo vedno v zamejstvo, v skrite kotičke zamejstva in se tam družimo z lokalno skupnostjo, želimo spoznati kraj in predvsem mladim pokazati, da mogoče ne rabijo potovati daleč, da smo tudi v tej regiji zelo zanimivi, atraktivni, da so odlične šole tukaj, odlične poslovne priložnosti in da iz te regije izhajajo en kup zanimivih in uspešnih poslovnežev in danes bomo enega spoznali. Da pa ne bom predolga, Feliksa Vizerja bi še povabila na kratko, da se mi priključi. Feliks Vizer pa je tista oseba, ki je imela to vizijo. Feliks je tisti, ki je pravzaprav imel idejo, kako povezati mlade in je najbolj aktivno sodeloval in nas združil. In Feliks, predajam besedo tebi, vsem pa uživajte in se povežite z nami. Bom pustila v chatu svoj kontakt, če bi kdorkoli rad vedel več. Hvala, Vesna. Lep pozdrav na vse 4 konce globusa. Ravno prebiram 2 knjigi. Ena se imenuje Odločitev katoliškega tabora in začetek okupacije. Druga pa, ko Janko Pleterski opisuje prvo, drugo vojno in vse komplikacije, ki so nastale v tem prostoru. In vedno vsi avtorji, ki opisujejo problem osrednjega slovenskega prostora, se pogledajo seveda zelo jasno tudi v Trst, v Gorico, v Porabje, proti jugu, proti severu nam. Se pravi, mi smo tako usodno povezani v tem prostoru. Moram pa ugotoviti seveda, da predvsem centralni slovenski prostor včasih to malo pozablja, ker v tem prostoru je neskončno bogatstvo kadrov, znanja,
kulture. Vi v Italiji, mi v Avstriji, na Madžarskem in na Hrvaškem poznamo druge, kako bi rekel, oblike povezovanja z germanskim, romanskim in drugimi narodi, kot mogoče nekateri v srednjem slovenskem prostoru. In smo pogosto porinjeni bolj ob rob, jasno, ker smo pač v obrobnem prostoru. Lahko bi bili pa fantastičen most tako z romanskim, germanskim in z drugimi prostori in bi s tem koristili vsem. V srednjem slovenskem prostoru pa tudi nam samim. Jaz poznam nekaj občin, ki so pobratene z občinami iz Italije, z vašimi občinami, pa tudi z italijanskimi. Kako Avstrijci gledajo, ko pridejo vaši gor, pa govorijo italijansko, pa slovensko, pa še kaj, pa uno, in sam gledajo in ne morejo verjeti, ne. Se pravi, bom zaključil tako, tisti, ki nas v zgodovini niso marali, so nas vedno atomizirali. Vi ste imeli ene psovke, za vas so imeli psovke v Italiji, za Slovence na Madžarskem, za nas v Avstriji. In mi smo se pogosto premalo zavedali, da moramo v to povezovanje vlagati več energije, več dela, več inovacij, biti boljši kot drugi. In da končam, tisti, ki smo že malo starejši, naša res velika odgovornost je, da v tem času, ko so meje odprte in zdaj se bojo spet bolj odprle in odprle, pomagamo mladi generaciji, ki je že malo izgubila te kontakte v tem prostoru, da ta prostor spoznajo, da ga koristijo, da se šolajo, da se povezujejo in v končni fazi, tako kot je rekla Vesna in tudi gospa Lapornik, da razumejo, da je ta prostor lahko zelo zanimiv za ljudi, ki so večjezični. In mi smo vsi večjezični in imamo s tem eno velikansko prednost v gospodarstvu in na vseh ostalih področjih. V tem smislu želim tej prireditvi odličen potek. Pozdravljam še enkrat vse, tudi našega predsednika Tržaške, banke, ne Tržaške, Kraške banke, lep pozdrav. In upam, da se bomo kmalu v živo videli. Pa Andrej Šik, tebe tudi. No, hvala Vesna, hvala Felix. Sedaj bi vprašal direktorja SDGZ-ja in predsednika SDGZ-ja, če Andreja Šik in Roberta Frandulić, lahko tudi ona nas častijo s pozdravom. Ja, dobro večer, da ne bomo ukradli preveč časa, bom kar jaz govoril v imenu obeh. In tisto, kar sem želel povedati, da sem zelo zadovoljen, ko smo si zamišljali, recimo bodisi v okviru projekta Maj, kot v projektu tega večera, ki smo na to združili, koga bi lahko predstavili, smo si pri nas zamislili prav Erika Zobca in bom povedal potem tudi zakaj. In ko smo potem so se te datumi malo križali, se je naš predsednik Frandulić spomnil in rekel, zakaj ne vprašaš šole, ki je prva določa datum, zakaj ne naredimo skupaj? In mislim, da je bila to ena odlična poteza in se tukaj zahvaljujem ravnateljici Maji Lapornik, da je to recimo sprejela kot recimo en izziv, ker nas je danes tukaj skoraj 60 in vsi bomo lahko spremljali eno, po moje, zelo zanimivo zgodbo. Mi tukaj nimamo za izvažati naših talentov. Mi moramo poslati naše ljudi v svet, da si naberejo izkušnje, da si naberejo poznanstva in da potem nekaj ustvarijo pri nas. In z tega vidika je zgodba Erika Zobca zame zelo zanimiva v smislu, da se jo poda mladim. Pri nas smo zelo pozorni na mlade, ker v bistvu predstavljajo našo bodočnost, ne samo v tistem širšem smislu, ampak prav kot organizacija, če mi ne bomo pridobili v naslednjih letih mladih podjetnikov, si ne moramo predstavljati ene prihodnosti. In Erik je ustvaril v enem obmejnem prostoru, to se pravi, je dejaven tako na eni kot na drugi strani meje, je zaposlil ljudi na eni in na drugi strani meje, ena zelo zanimiva dejavnost, iz katere verjetno bo v letih išlo tudi verjetno kakšen spin-off, kakšni drugi podjetniki in tako, in z tega vidika se mi zdi, da lahko to jemljemo kot, kako bi rekel, kot en izziv, ki v konceptu
ga morajo naši mladi posnemati. Jaz bi se ustavil tukaj, vam še enkrat prinašam torej pozdrave Slovenskega deželnega gospodarskega združenja. Upam tudi, kot je rekla Vesna, zdaj se zaključuje ta zadeva s temi omejitvami, da se bomo lahko tudi v živo srečali kot gospodarsko združenje z gojenci Zavoda COIS, da se malo spoznamo in da malo vidimo, kje lahko najdemo kakšne skupne poti in kje se lahko izmenjamo informacije, znanje in tako. Najlepša hvala vsem. Ja, hvala lepa, Andrej Šik. Sedaj bi predal besedo Jasni Legiša, ampak ne vem, če je še z nami povezana, mislim, da ne. Torej, morda ima kakšno zamudo. Bomo skočili naprej, bi vprašal predsednika ZKB. Prostite, če lahko odprete mikrofone. Hvala lepa. Bi predal besedo torej sedaj doktorju Kovačiču. Hvala lepa. V imenu Zadružne Kraške banke Trst Gorica, tudi jaz se pridružujem čestitam za ta niz predavanj, ki imate. In je imel prav Andrej, danes ste zbrali ta pravega sogovornika, Erik Zobec. Če imamo zagovor pot do odličnosti ali iskanje kakovosti, mislim, da je Erik ta pravi sogovornik, ki ga dobro poznamo, saj je bil tudi z nami 3 leta v upravnem odboru naše edine slovenske banke. Jaz zelo kratko, naša banka je vedno na razpolago, za katerokoli zadevo šole potrebujejo. V prejšnjih tednih smo imeli tudi niz predavanj finančne vzgoje pri Goriškem tehničnem zavodu Cankar Zois Vega, tako da smo na razpolago študentom, šolam, da skupaj združimo moči in iščemo tudi pri tem eno kakovost. Zaradi tega hvala lepa, čestitam za pobudo in kar tako naprej. Hvala, dr. Kovačič. Nazadnje pa še bi vprašal predstavnika ZKB mladih, Erika Malelana, če nas lahko tudi on časti s pozdravom. Dober večer vsem, upam, da me slišite. Hvala za besedo, Domen. Rad se bi zahvalil v imenu skupine ZKB Mladi za organizacijo dijakom Višje šole Žiga Zois, SDGZ-ju in za sodelovanje seveda gostu inženirju Zobcu. Naša skupina ZKB Mladi je bila ustanovljena septembra 2016 z namenom, da bi vedno več mladih se približalo tej naši skupini, ker je naš glavni cilj druženje, razvijanje novih idej in organizacija različnih pobud v naših krajih. Od nastanka skupine si prizadevamo nuditi formativna predavanja, laboratorije, izlete in druženja. Skupina bi tudi rada približala logično mlade podjetnike in mlade nasploh svetu bančništva in bančnih storitev. V tem obdobju srečanj žal in pobud ni bilo, zaradi logično trenutnih restrikcij, a komaj bo možno, so v naših planih že prisotna različna lepa in zanimiva srečanja, namenjena predvsem članom od 18 do 35 let starosti. Toplo vabljeni vsi, ki ste zainteresirani k sodelovanju s to lepo mlado skupino. S tem bom zaključil in vam zaželim eno dobro nadaljevanje in lep večer vsem vam. Hvala, Erik. Sedaj pa predam besedo našemu dijaku 3. UFM, Eriku Leban, ki bo nas pozdravil še v imenu dijakov na hitro in predstavil potem našega doktorja Zobca. Prosim, Erik. Dober večer vsem prisotnim. Ime mi je Erik Leban in v imenu vseh dijakov se vam zahvaljujem, da ste se danes pridružili k srečanju inovacije in dobre prakse. Danes se bomo pogovorili z inženirjem Erikom Zobcem, vodja podjetja Seven Refractories, ki nam bo spregovoril o svojem podjetju in lastni življenjski poti. Preden predam besedo Veroniki, ki bo skupaj z mano vodila naš večer, bi se rad zahvalil vsem gostom in doktorju Zobcu, ki so omogočili potek tega srečanja. Nazadnje vam bom na kratko predstavil gosta. Dr. Erik Zobec je doma iz Boljunca. Po zaključenem študiju strojnega inženirstva v Trstu se zaposlil pri podjetju Zopas v Cornellianu. Zatem je začel kariero v tujini in postal predsednik uprave nemško-francoske družbe Calderys.
Leta 2010 pa je ustanovil lastno podjetje skupaj s 6 partnerji v poslovni coni v Divači, kjer je danes vodja podjetja. Uspešno podjetje Seven Refractories, ki deluje na svetovnih trgih, se ukvarja s proizvodnjo ognjevzdržnih materialov za jekleno, železovo, cementno in toplotno industrijo. Podjetje nam bo sam inženir predstavil in ostal na razpolago za vaše morebitne vprašanja. Prosim, Veronika. Hvala lepa, Erik. Sedaj bi rada predala besedo našemu gostu, Eriku Zobcu, ki nam bo predstavil lastno življenjsko pot, podjetje Seven Refractories in videoposnetek o podjetju. Prosim, dr. Zobec, vam besedo. Najlepša hvala vsem za prekrasen uvod, še posebej vam, mladim, ampak seveda prvi vrsti ravnateljici, profesorju Frandriču in Andreju Šiku, ki so me povabili na ta sestanek. V čast mi je nekaj poseben sistem, tako da nažalost nimamo one bližine, ki bi lahko bila v primeru pač živega sestanka, ampak bomo poskusili to skompenzirati in da ne postane preveč dolgočasno. Še posebej, ker je prelep večer in se čuti malo krivega, da vam ujemam te lepe sončne žarke za to predavanje. Tako da bomo skušali pač na hitro, kratko in jedrnato, bom poskusil vam podati to, kar lahko je zanimivo, še posebej za vas mlade, seveda se vam je to namenjeno in rad bi, da ostane nekaj časa za vaše vprašanja, ki so mogoče to najbolj zanimivi del. Pohvalil bi tega mladega Erika, ki me je Leban, ki me je že predstavil, tako da skoraj se čutim odveč, ker v bistvu je res zelo lepo povzel celo zgodbo. Ampak, okej, če skočimo skupaj še korak nazaj, bi skušal fokusirati, recimo podjetnik lahko postaneš, ker pač so tvoji že podjetniki, lahko postaneš, ker si tega od mladega želiš, lahko postaneš po naključju, po sanjah ali kakor kaj. Jaz mislim, da vsak podjetnik ima svojo pot in ni mogoče tukaj nekih pravil povzemati. Zdaj, kar se mene tiče, našega primera tudi Seven Refractories, torej nisem s podjetniške družine, sicer očeta sem izgubil zelo mlad, pri 5 letih, kar seveda ni bilo najlažje takrat, ampak na srečo me je mama podpirala do študija, tako da prva pomembna lekcija je, da karkoli narediš v življenju, je kot v športu, zgradi si dobro telo za uspeh v športu, tako da dober študij je vedno neka osnova za vsako nadaljnjo pot, ali bo to podjetniška ali druga. Tu bi rekel, da prav vam študente ne stojite se šparati v teh letih, seveda je lepo uživati življenje, je tudi drugo razen študija, sam študij ostane tisto ogrodje, na katerem gradimo. In ne boste mi verjeli, da v mojem primeru še vedno zdaj po dobrih 30 letih posla, še vedno tisti študij ti pomaga za veliko osnov. Jaz sem študiral pač tehniko, tako da meni je to inženirstvo veliko pomagalo, če si drugače ekonomist, ti tudi veliko pomaga, ali pravnik, ali kakor kaj. V glavnem, zgradite si dobro ogrodje, pravim, ne boš uspel v športu, če nimaš prav izoblikovano telo. Potem je športna vrlina, ampak tista osnova, tisto ogrodje je študij. Potem se pač ta pot nadaljuje, torej seveda nekdaj sem to doštudiral in kot vsak študent ima določene sanje. Moje zadnje sanje so bile, da bi delal ognjevarne materiale, katere sploh, dobro, mogoče pri enem izpitu smo malo študirali, ampak veliko nisem o njih vedel. Tako da moje sanje so bile ob študiju čisto drugače, kar je tudi prav, vsak mladi mora imeti neke sanje in seveda lahko so to, ne vem, lahko so to pač čim širše in je prav jih imeti. Pride pa trenutek na koncu študija, ko seveda ne moreš samo sanje zasledovati, ampak vidiš, da se boš z nečem ukvarjal in to kar nekaj časa. In to prvo podjetje, ki ste omenili, je bilo pač konkretno podjetje, smo vzeli takoj na tezo in se ukvarjali z enim zelo zanimivim projektom, takrat recimo inovativnim, katerega sem sprejel in to je spet ena pomembna prelomnica. Je bilo treba pač spakirati v kovček stvari in se seliti. In zdaj zopet za določeno kariero, za določeno podjetniško, menedžersko kariero, mislim, da poleg študija je pomembna določena fleksibilnost, se pravi požrtvovalnost, ker selitev ni vedno lahka, vsi najrajše ostanemo doma, še posebej mi, ki imamo to veliko srečo, ker smo se rodili v prekrasnem kraju, naši kraji so res, kar se življenjskega standarda tiče, zelo lepi.
Ampak pač, če priložnost se rodi drugje, je prav jo slediti in tudi se odločiti. V mojem primeru sem pač se odločil, da bom tem priložnostim sledil in tako prva etapa je bila ta Zopas, sicer je bila samo ura pa pol, ampak je bilo treba se preseliti, novo hišo, novo okolje in tako dalje. Po enem letu pa pol lepih izkušenj se mi je odprlo neko dejstvo, da pač to podjetje, s tem, da je bilo zelo uspešno in veliko, je bilo vodeno kot tipično, lahko rečemo, italijansko družinsko podjetje. V bistvu nek družinski oče vodi in drugi nekako sledijo. In to za menedžerja, ki bi hotel nekaj narediti po moje pomeni biti odgovoren, spet neka prelomnica, odgovornost. Ni uspeha in tudi ne poloma brez odgovornosti. Večkrat to pozabimo, ljudje se pač skrivamo kakšenkrat, si skušamo zgraditi določeno ogrodje, ki nas ščiti, kar je tudi okej, do penzije bomo prišli tudi na ta način, ampak če hočemo nekaj narediti izven standarda, moramo biti pripravljeni sprejemati odločitve in odgovornosti, ki pač niso standardne, ki mogoče vsi jih ne bi sprejeli. In to mi je malo manjkalo v Italiji po pravici. In zato sem čisto po eni ponudbi dela na dnevniku, na italijanskem dnevniku, sledil to avstrijsko podjetje, ki je iskalo, zelo zanimivo, recimo, iskali so čuden kader, ni bilo tipično, da Avstrijec išče Italijana. Torej, to me je zainteresiralo in tukaj sem slišal ravno o ti naši spet lepi stvarnosti v Avstriji, Slovencev v Avstriji. Sem takrat zbral pač beljak, se pravi filah po nemško, in sem spet kovček pripravil skupaj z takrat ženo in potem otroci, ki so se rodili, in smo se preselili v Avstrijo. Zakaj? Ker tam je bilo čisto drugače vodeno podjetje, ne tako uspešno kot to italijansko, ampak je bilo jasno, je brizgalo z vseh kotov, da tam se išče menedžerje, se išče liderje, se išče ljudje, ki so pripravljeni pač jemati odgovornost. In meni je to izjemno bilo v izziv in mislim, da je bila tudi v mojem primeru prava izbira. Se pravi, kako vidiš, opaziš, kar vidiš, ko si mlad, ti ponujajo idejo, vsi ti rečejo, mi verjamemo v mlade, in res vsi mogoče verjamejo. Samo, ko se obrneš levo in desno in vidiš, da na vodilnih mestih so v glavnem tam med 60 in 70 leti, si daš kakšno vprašanje, ali je res tako. Se pravi, čuješ, dihaš, vidiš v podjetju, kam pes taco molja. Se pravi, vidiš, ali usmerijo nekako bodočnost ali pa bolj v konzervativnost. To avstrijsko podjetje je bilo izjemno konservativno po produktu, ampak je imelo to posebnost in to dajo ljudje. Ko boste iskali delo, bojo vas vabili z brendi, bojo vas vabili za dimenzijo podjetja. Po mojem, morate slediti ljudem. Tisti, ki vam ponudi delo, tisti predstavlja podjetje v tisti trenutek. In je treba spet nekaj zaupati, nekaj tvegati, ampak ljudje so tisti, ki mogoče vam bojo največ dali. Ker brand je pač brand. Tako da s to izbiro sem prešel v nek novi svet, novi jezik in tu še ena izjemna postavka za vseh in ste jo prej prav lepo tikali, se pravi jeziki. Mi imamo veliko srečo, da se rodimo nekako dvojezični, imamo lahkoto se naučiti jeziku, to je v našem DNA-ju in prav, da to izkoristimo. In tu smo boljši od veliko drugih Evropejcev. In zaradi tega pač sem se takrat upal tudi stopiti v nemški svet, nemščino so znal bolj malo, seveda sem se malo prej naučil, kot bi se mogoče en Italijan ali Francoz ali kdorkoli. In to veliko pomaga. Tako da smo šli pa skupaj nove izzive in to je bila zelo lepa zgodba, življenjska poslovna zgodba. Je trajala 7 let uspehov in na koncu mi je zaupal ta menedžer, prav tisti, ki me je zaposlil, ker on je tudi rastel, seveda, mi je zaupal pol neko novo branžo, nek novi posel in tako pridem do teh ognjeodpornih materialov. In toliko mi je zaupal, ker spet se grejo ljudje, da jaz tega posla nisem poznal, ampak on je iskal nekega, ki ne bi vodil, ker voditi pomeni spet konzervativnost, ampak ki bi nekaj spremenil. In za spremeniti moraš riskirati. Mi je dal veliko odgovornost, vodenje velikega podjetja in saniranje tega. In to ti uspe res, če imaš srečo, moraš imeti kot prvo priložnost, mora biti to prava, ali spet moraš vzeti tudi neke težke odločitve, ki niso vedno te prave, ker takrat je zelo malo časa, ko moraš sanirati, ker ni to normalen razvoj.
Na sreči se je to lepo obneslo, tako da z onega podjetja, ki takrat je imelo, ne vem, 100 milijonov evrov prometa, sem pol čez 5 letih zapustil, ker smo imeli 500 milijonov prometa in dobička je bilo tudi za 50 milijonov nekje, v začetku ga sploh ni bilo dobička. Tako da je bila izjemna zgodba, mogoče je bila tista moja življenjska zgodba, samo da nisem takrat investiral v podjetje, pač sem bil sam menedžer. Na višku vsega sem sprejel najbolj noro odločitev in to spet neka zanimivost. Zapustil sem vse to, večkrat sem vprašal, je res, tako da lahko me tudi vprašate, ampak res je bilo, ker sem si spet sledil mojim sanjam in sanje niso bile delati ognjevarne materiale, ampak so bile se ukvarjati z nautiko, ki je spet neka popolnoma neracionalna, ampak izjemno privlačna branža in sem šel v to. Seveda 6 mesecev potem poči največja svetovna kriza, 2008, ti mladi se ne spomnijo, ampak mi ja, kjer se popolnoma svet poslovni ustavi, še posebej takih stvari, kot so barke, jahte, in se znajdem v enem podjetju, ki prej je imelo izjemne pričakovanje rasti, se znajdem v trenutku, ko ne veš, če boš dobil plače konec meseca. In pač zelo težka odločitev je bila, sem jo sprejel in sem se znašel res s to težko odločitvijo tokrat popolnoma na zgrešenem mestu, v zgrešenem trenutku. Ampak, in spet, prav te slabše odločitve, kakšenkrat so nam v podporo za spet nekaj iz tega se naučiti in zgraditi. In takrat mi je bil v šolo to, da naslednjo zgodbo bom poskušal bolj sam, se pravi tudi investirati moj denar, ampak denarja ni bilo dosti takrat, tako nam je banka tudi pomagala, sem si pač tudi kredit vzel in sem investiral pol v to, ki je postala zdaj trenutno moja življenjska zgodba in upam še kakšno leto naprej, se pravi Semen Refractories. Tako da ta investicija se skoraj, si upam reči, rodi iz obupa, iz trenutka, ko ne veš, kaj bi, ker pač malo sem se ponujal spet to prejšnje podjetje, sam seveda tudi danes rekel, ima ta je šel, zdaj ali bo ostal, ne bo ostal, so se malo pobotali ali ja ali ne, to sem razumel, da nimaš kaj si pomagati z drugimi, trenutek je, da si moraš sam. In tako sem zbral skupaj teh 6 partnerjev in s temi smo pol postavili na noge to investicijo. Pravim, banka mi je tudi osebno pomagala, drugače pa vsak je dal, kar je lahko in tako se rodi Semen Refractories. In tu smo, tako da zdaj o Semen Refractories bi imel nekaj slajdov, da vam pokazati. Zdaj bom jaz poskusil to tehnično speljati, vam obljubim, da bo šel izjemno hitro, če ne, bo zadeva kar dolgočasna, ampak vseeno bo to nam podporo malo več razumeti, o čem se gre. Torej. Ne vem, ali se vidimo ekran? Ja, vidimo. Evo. Ja, super. Tako, torej, kaj je Semen Refractories? Se pravi, leta 2010 je bila vsa ta zadeva, 2008 je bila še zadeva z nautiko, 2009 sem se pobotal in 2010 smo že bili na investiciji. In smo začeli čist z nule, se pravi startup company, kot je lepa beseda danes, pomeni, da začneš in ne veš, kaj bo, ne, v bistvu, to je startup. Kaj delamo? Delamo ognju vzdržne materijale, se pravi, vsi poznate beton za civilno industrijo, za gradbeno industrijo, tako podobno izgleda naš beton, samo je tako bolj poseben, se pravi, ga dobavimo v vrečah in pol na kraju se mu doda zelo malo vode, ker voda ni dobra, naredi poroznost, malo voda in se to zameša in se vgradi. Tako kot hiše, tako se z betonom vgrajuje tudi peči, velike industrijske peči, plavže in podobno. In to delamo. Manj zanimivo kot barke, pravim, ampak bolj donosno in bolj stabilno. Kaj nam je uspelo narediti v teh 10 letih? Torej, izjemno veliko število formulacij smo razvili, nekje 800 različnih betonov in različnih izdelkov. Prodali smo lansko leto nad 80 milijonov evrov na različnih trgih, velike laboratorije imamo, prodali smo v 50 različnih državah in sem ponosen 5 celinah, prav prejšnji teden smo prvo pošiljko do Nove Zelandije poslali tudi. Smo si dali od prvega dne, in to je zanimivo, spet, če nekaj novega naredite, je pomembno, da se razlikujete od drugih.
Zdaj, kako s temi betoni je bilo kar nekaj konkurence, recimo v Evropi je 15 resnih podjetij, pol še nekaj garažistov se ukvarja s tem poslom. Če si hotel biti različen, leta 2010 mi smo zbrali to zeleno pot, se pravi okolje. Smo opazili, da noben se s tem ni ukvarjal, malo so zanemarjeni, mi hočemo biti tu prvi, najmanj pa napredni, glede drugim. In potem vam povem dva primera, kako nam je to uspelo. Delamo okoli 150.000 ton teh različnih materialov, delamo proizvodne kapacitete so 150.000 ton, od teh smo nekje polovico izkoristili, se pravi še polovico imamo na razpolago. Veliko narodnosti imamo, prej ste omenili seveda tu imamo že 2 narodnosti, Italijane, Slovence, imamo pa še drugih 24 narodnosti, ki smo zadnji šteli med našimi zaposlenimi. Se je zanimivo, to je ta krivulja rasti spodaj, kot vidite, je vedno rasla. To ni lahko, ko imaš novo podjetje, ki ponavadi konkurenca skuša nekako prestreči, ampak nam zaenkrat je uspelo to rast obdržati in upamo, da jo bomo še kakšno leto naprej. Dobavimo jeklarski industriji, tu vidite, kako špricamo ta naš beton na en jekleni ponovc, kjer se pol jeklo polni. Dobavimo največ, še vedno jeklarski, ampak plavžen. Zdaj, tiste od vas, ki poznamo jeklo, imaš 2 načina delati jeklo, se pravi z električno peč, kot ga delajo v Jesenicah, ali pa z plavžom, kot so ga delali, sicer ne več, tukaj v Škednju, pri nas. Te 2 tehniki, sta obedve, pač imate prednosti in hibe, mi smo največ v plavžih, tako da veliko tam dobavimo in smo, recimo po pravilu plavža, 1000 ton, to je 50 kamionov materijala porabiš, da pošpricaš cel plavž. To, kar vidite na sliki, je nek robot, ki šprica naš material. Torej, prijazni okolju pomeni, da naši produkti morajo biti bolj pač bliže okolju kot konkurenca in to smo dosegli z enimi posebnimi čepi za plavže, zdaj smo tudi packaging, kot vidite, tako da vsak pazi, da smo pač okolju bolj prijazni. Ta naš material je bil 10 let od tega že skoraj revolucionaren, smo bili daleč najboljši na svetu, kar se tiče okolja, še danes po 10 letih smo še vedno v vodstvu, tako da zaenkrat imamo to prednost nespremenjeno, ampak seveda nas lovijo, ker tudi lepo prodamo ta material, tako da smo postali zelo zanimivi zdaj mi za konkurenco. Tovarne, imamo 4 tovarne, se pravi Divačo, to je naša največja glavna, o kateri zdaj vam govorim. Kazahstan, druga tovarna, ki smo zelo močni na ruskem trgu, smo se odločili po 5 letih delovanja, da eno tovarno postavimo bliže ruskemu trgu, takrat je bila tudi politična kriza, kot je zdaj, nažal, zopet. In pomembno je bilo, da imamo eno tovarno blizu našega trga. Nekje polovica kapacitete glede Divači je ugrajeno v Kazahstanu. V Indiji, tudi zanimivo, tam smo z lokalnim partnerjem naredili joint venture, to se pravi mešano podjetje, ker smo soinvestirali mi, Slovenci ali pa Avstrijci v tem primeru in naši partnerji Indijci. To je zelo velik partner v Indiji, zelo poznam, ena najbolj bogatih, premožnih družin tam in je kar zanimivo partnerstvo, tako da imaš kar povedati. Kot zadnje v Italiji imamo majhno delavnico blizu Genove, ta ni na nivoju ali pa podobno tem drugim tovarnam. Druge so vse prodajne enote in v glavnem skupaj zaposlimo nekje 350 ljudi. Še ena zanimivost, recimo v proizvodnji, to boste na videu pol videli, ta proizvodnja naša je spet bila neka zelo inovativna stvar, ker smo vnesli enostavne stvari in to spet v poslu, kakšenkrat ni, seveda vsi bi si hoteli zmisliti top inovacijo, ampak kakšenkrat z malo inovacijo v drugih sektorjih, pripeljano v tvoj sektor, ki je mogoče malo bolj zastarel, lahko veliko dosežeš. Mi smo bili prvi na svetu, ki smo si zmislili barkode v proizvodnji teh naših materialov in to je bila spet neka mala revolucija, spet so nas kar nekaj kopirali, daje sledljivost, daje to, kar ima vsaka trgovina, v bistvu, samo v naših tovarnah ne imel še nobeden. Tako da primer enostavne inovativnosti, bi rekel. Samo malo, sem se zgubil. Pri prijazni materiali se namenjajo prejti čepe za plavže, so tako delane, da jih lahko tudi celo ješ, glede konkurence, ki ima pa zelo, zelo sporne surovine. Mi smo se tega zrešili že od samega začetka in smo veliko dali v razvoj, da uspemo brez teh škodljivih snovi
pač narediti nekaj, ki pol plavžem ustreza. In trenutno dobavimo meni se zdi nekih 70 različnih plavžev po svetu. Tu imate spisek naših kupcev. Te strani sem najbolj ponosen, ker ti kupci so v bistvu lideri, svetovni lideri v proizvodnji jekla ali pa cementa, ki je tudi naša pomembna industrija, recimo za dobavo. Tudi salonit dobavimo, ampak vse te glavne grupacije po svetu. Evo, mislim, da to je to, kar se Seven Refractories tiče. Zdaj mogoče še kratek video, ker vidim, da nismo niti še objavili, se gre za naše zaposlene. Zdaj sem se jaz malo zgubil, torej bomo poskusili. Zdaj gremo še enkrat. Video, tu je že, video nisem tako. Ali želite mogoče ga dati vi, Frandolič, mogoče bo hitrejši od mene. Ja, ga dam jaz. Imate ta video zaposleni. Kratek, 3-4 minutke, ko se tudi jaz počijem. Je video Karir? Ja. Ok. Evo, hvala, Erika. Evo. Še audio, bo rabil. Še zvok dajte. Živijo, sem Zorica Delić. Svoje delo opravljam na recepciji. Ime mi je Andrej Borčič in po izobrazbi sem lesni tehnik. Hello, my name is Konstantin Pia and I am metallurgy engineer. Hi, my name is Nisa Hodenazarova and it's a great pleasure and honor for me to represent Seven Refractories. Podjetju Seven Slovenija sem se pridružil leta 15. I started my career in my home country of Kazakhstan at the metallurgical plant. My second position was already with Seven Refractories as a specialist in the laboratory in the Karaganda plant. I joined Seven Company several years ago. The company gave me the opportunity to apply my expertise into practice for what I'm forever grateful. V podjetju Seven Refractories sem začela delati leta 2014. Od samega začetka sem odgovorna za vse dejavnosti na recepciji. Odgovorna sem za evidenco vsakodnevnih prejetih računov. Tukaj sprejemam goste in stranke. Avtoprevozniki mi predajo svoje dokumente, ki jih odnesem v prodajni oddelek. We work with the clients from more than 40 countries around the world, providing top quality service, ranging from technical support to examination until issuing certificates that comply with the international standard and regulation. We also provide logistic import and export support through land, sea and air. Na samem začetku smo v podjetju imeli dve proizvodne liniji, linijo za proizvodnjo naših okolju prijaznih čepov, ter linijo 1 za analitično proizvodnjo. To sem tudi sam začel kot proizvodni delavec. Leto kasneje sem prevzel vodstvo izmena na tej liniji, sledil evidencam, naročil ter organiziral njeno delovanje. Podjetje Seven se je razvijalo in tako je bila leta 2017 zgrajena še 4. linija za analitično proizvodnjo. Posledično mi je bila dodeljena vloga dovodnega za analitično proizvodnjo linij 1 in 4. In 2020 I made a big step and relocated to Livacha in Slovenia. Here I am working in the laboratory as a deputy head of quality control. What I love in my job is that I have many different and interesting tasks. For example, I manage customer claims and complaints. Here I take care of performance in high temperature environments and find technical solutions to challenging tasks. Moja naloga se stoji v tem, da preverjam pravilno in uspešno delovanje koordiniram stike s posameznimi delavci, da skrbim za komunikacijo z vodjo, proizvodnjo in laboratorijem. Moje delo mi je všeč in ga z veseljem opravljam. V podjetju sem osebnostno zrasel, napredoval in vesel sem svojega položaja in odgovornosti. Ponosen je, da sem del te uspešne zgodbe in ekipe.
My job is extremely dynamic and demands quick intervention in stressful situation and emergency. I enjoy working in such a situation and discover that my personality matches such jobs. I love my job and my life grows from the day on by day. I'm very proud to work with 7 factories. For an engineer, it's a dream to work for technology. Podjetje se je v tem prvem desetletju krepko razvilo in skupnimi močmi smo dosegli ogromno. Veselim se, kam me bo popeljala prihodnost. Evo, mislim, da mogoče, malo so mogoče tudi pretiravali, samo smo hoteli seveda tukaj malo marketinško gledati na te mlade. Tako da, bolj kot prodajati naše produkte, prav da prodajamo naš tim ali zanimivost pri službi in tako dalje. Ampak mislim, da je precej resnice tam, ker so tudi povedali. Ok, Erik, hvala lepa, res izrecna hvala. Sedaj bomo pa nadaljevali z večerom z vprašanji in predal bi direktno besedo spet Veroniki. Najlepša hvala našemu gostu za zelo zanimivo zgodbo in prezentacijo podjetja. Sedaj bodo sledili vprašanja naših dijakov. Torej, začnemo. Predala bi besedo Eriku Piščancu, prvega FM. Prosim, Erik. Dober večer vsem in se bi zahvalil za zelo lepo predstavitev. Sedaj bo vprašanje. Mislite, da je podjetje že prišlo na višek uspeha ali še raste in ste vesel z do zdaj pridobljenimi dosežki? Lepo vprašanje, spet je Erik, nas je kar nekaj, tako je rekel. Zelo lepo vprašanje. Mislim, da to je tudi izjemno težko odgovoriti, ker višek uspeha, kaj pomeni, ne? Vsako leto, od prvega do sedaj, vsak podjetnik mislim, da ima vedno se vprašaš, ali boš uspel to ponoviti ali celo povečati. In mislim, da dokler vodiš to podjetje in čutiš ta mandat naprej, mislim, da še vedno upaš, misliš in verjameš, da ni to višek, ne? Ker se pravi, želim si, da bi ta razvoj nadaljeval, kot sem prej rekel. Če tako pogledamo, recimo naš konkurent, sem ga takrat vodil, so bili na 500 milijonih evrih in res, 15 tovarn, mi smo zdaj prišli na 80, torej potencial je še veliko. Zdaj, koliko nam bo uspelo, bo pač čas povedal, ne? Ampak volja, da tam je. Ali je bilo uspešno? Ja, je bilo, ampak tudi to, mislim, je bilo v planu, ne? Mogoče prav Adriano se bo spomnil, ko sem podal ta prvi business plan takrat banki. Če bi šel pogledat, v bistvu smo dosegli to, kar smo hoteli doseči. Je malo drugače, ko dosežeš, pa ko hočeš doseči. Dosti boljše je prva situacija kot druga, se pravi, ko hočeš doseči, ne veš, če si. Lahko pa rečemo, da smo v planu sledili, to ja. Hvala lepa. Torej, sedaj bi predala besedi Saši Pavlina iz prvega FM. Dobar dan. In moje vprašanje je to, da po vašem, kakšne lastnosti mora imeti en dober lider za voditi eno podjetje? Nekaj sem izkušal prej fokusirati. Mislim, da konec koncev, ampak še vedno največ šteje osebnost. Se pravi, vse te stvari lahko gradimo, pol je nekaj v osebnosti, ki mogoče naredi razliko. In zdaj smo upali reči nekaj netipičnega, recimo slabe lastnosti, zelo slabe so recimo arogantnost. Arogantnost je lastnost, ki po moje lahko ubije veliko drugih, ne? Veliko dobrih lahko ta arogantnost pobere. Tako da, po mojem, za dobrega liderja moraš znati, kaj hočeš, ampak pristop mora biti izjemno basic, več poslušati, kot govoriti in se poglobiti v zadeve, ker pač tudi tukaj bom povedal en primer. Sem bil toliko samozavesten, da sem mislil, da lahko uspem tudi v branži, ki ni bila moja. In branža tvoja postane z leti, postane z izkušnjami. In tisti prestop do bark mi je povedalo prav to, da sem
slabo mero samega sebe, ker pač v barkah nisem uspel dati ene dodane vrednosti. V bistvu oseba je bila enaka, vedno tisti Erik Zobec je bil, samo ko delaš ognjevarne materiale, veš zelo dobro, o čem se gre, s tem, da se tam še vedno vsak dan novega naučim. V barkah sem mislil, da vem, o čem se gre. Ne moreš nadoknaditi 15 let izkušenj pač z neko samo, ne vem, zanimanjem in passion ali to, kar je. Mislim, ni zadosti. Rabi prav izkušenost rabi pač. Hvala lepa. Hvala. Torej, sedaj še Dejan Usaj iz drugega UFM. Najprej dober dan. Moje vprašanje je, kako je pandemija COVID-19 vplivala oziroma redno vpliva na delovanje vašega podjetja? Torej, pandemija je izjemna situacija, ki si je naredila na celem svetu. In prav v tem je tako izjemna, da res je zadela cel svet. Se pravi, če delaš na celem svetu, vse povsod se z njo nekako se moraš meriti. Veliko srečo smo imeli, tu moram povedati, kakšenkrat spet v podjetju rabiš seveda prave adute, samo rabiš tudi malo sreče, da smo prišli v leto pandemije z zelo polnimi order booki, se pravi naročila smo imeli kar nekaj, zato nismo trpeli in tudi lansko leto mi nismo izgubili prometa, kot so ga nažalost veliko drugih in tudi naši konkurenti sami. To ponavljam, pač je bil srečen trenutek, da mi, ko je počela pandemija, smo imeli lepe projekte in smo jih pol izpeljali. In druga sreča je bila seveda v prvem valu, smo uspeli tu v Sloveniji, kot veste, lepo iti mimo, zelo malo je bilo teh COVID primerov v prvem valu, obratno, dosti jih je bilo v drugem, samo smo bili vsi malo bolj pripravljeni. Tako da pravim, tu Seven je šel, bi rekel, relativno ok mimo, veliko smo delali na izobrazbi naših ljudi, stalno smo jih v bistvu tedensko opozarjali, uvedli smo vse te ukrepe, dosti prej, kot jih je Slovenija sama, ima to spet, ker pač smo na meji, ker slediš italijanskim novicam, ker si nekako vpleten v italijansko stvarnost in kot vemo, je pandemija pri nas v Italiji udarila dosti bolj močno v prvem valu. Tako da to je bila tudi neka pomoč, mogoče pred drugimi slovenskimi podjetji, ki so to malo podcenjevali. Ja, v bistvu pravim, nič dobrega ni v pandemiji, ampak Seven recimo, da je uspel nekako to mitigirati in obrniti stran. Zdaj pa upamo vsi, da smo res na koncu. Lepa hvala. Hvala. Torej, sedaj še Natali Danev iz drugega UFM. Dober dan. Jaz sem vas hotela vprašati, da poleg omenjenih trgov, kjer ste prisotni, na kateri trg ciljate se vključiti v bližnji prihodnosti? Prvo vprašanje je bila glede rasti, lahko še rastemo, prav to vprašanje se naveže, se pravi, lahko rasteš, če ne drugega, zato ker tvoj trg širiš. In trg je svet pač. In tu je ena dobra postavka našega podjetja, da smo logistično izjemno v srečni točki sveta, ne samo Evrope, ker ko imaš pač Luka Koper, imaš Luko v Trstu, imaš lepe avtocestne povezave, tudi neke železnice, vsi logistično ok. Se pravi, lahko res dobavimo cel svet, če ne bi lahko prišli do Avstralije in do Amerike. Torej, potenciali so še vedno odprti, trenutno delamo na ameriških projektih širjenja, tudi v Evropi nismo še vse počrpali in recimo Middle East, se pravi Dubaj in ti Arabski Emirati, Arabija sama so nam tudi zanimivi in smo trenutno zelo malo prisotni. Tako da tam bi pričakoval, upam, kakšno pozitivno novost v naslednjih letih. Hvala. Hvala lepa. Torej, predala bi besedo Danielu Maurelu iz tretjega UFM. Dober večer tudi z moje strani. Moje vprašanje je, kaj je ključno za uspeh vašega podjetja v smislu kakovosti, dobrine in trajnosti, ter v čem se vaše podjetje razlikuje od konkurence? Hvala. Hvala za vprašanje, tudi zelo zanimivo. Torej, kaj je ključno? To vprašanje so mi ga dosti naredili in odgovorim zelo na dolgočasen reč. Ključno je vse. Zakaj? Zato, ker vidim malo pri konkurencih, večkrat je konkurenca kakšen faktor malo zanemarila in to se pol izkaže kot zelo pomembno, da uspeš pač boljše delati kot oni. Se pravi, moraš imeti seveda zelo dobro proizvodnjo, nizke stroške ali pa sprejemljive stroške,
moraš imeti dober pristop na trgu, marketing, en kompleten paket je, ne verjamem, da smo mi v kakšnim toliko boljši od drugih, sam mislim, da v skupnem paketu je stvar kar okej, ne, in spet, če se povežeš na šport, če to pomisliš malo v vsakem športu, ne, imaš tudi, en je super talent, ampak trenira malo, ne vem, avto je dober, ampak motor je slab, na koncu, ker zmaga, je paket, ne, in tu mislim, da smo kar okej. Je pa seveda konkurenca ne spi, tako da, ko ste spet v športu, je izjemno težko pol to prednost, če jo že imaš, obdržati, ne, ker ni to, nobena ta vrednota ni stalna, ne živimo v svetu, kjer rečeš, okej, imam to in na tem bom spal še nekaj let, ne, vse se tako hitro spreminja, da kjer si spredaj sedaj, nisi več jutri. Športniki vejo, da pač mlade generacije vedno prihajajo, ki jih bojo en dan tudi nekako zapodile iz prestola. In to dobro vejo, zato tako močno trenirajo in pač skušajo obdržati določene prednosti na dolgi rok. Hvala lepa. Torej, sedaj še Veronika Suber iz tretjega UFM. Dober dan, jaz sem vas želela vprašati, kaj menite na splošno o trajnostnem razvoju, ki se danes vse bolj širi med globalnimi, ampak tudi med našimi lokalnimi podjetji. Hvala. Trajnostni razvoj je bistven, ne, mogoče 2 generacije recimo so popolnoma pozabili, prej ni rabilo, ne, ker smo bili še recimo v predvojnem času, je bila tista industrijska revolucija pač tako uničujoča, ampak istočasno tako majhna glede količine škodljivih snovi proizvedenih, da mogoče niti ni rabilo takrat biti toliko usmerjeni v našo zemljo, v našo najbolj pomemben faktor. S časom pa to je toliko naraslo in je doseglo vse države, ne, takrat so bile, ne vem, peščice držav, ki v bistvu je onesnaževalo, zdaj pa v bistvu ni države, ki ne bi onesnaževala. In to smo se na srečo mi, ljudje, nekako zavedali in zato moramo nekako proti temu. Mislim, da veliki koraki so bili narejeni glede energije, ne, tako da imamo izjemno veliko truda in vse v to zeleno energijo. Zdaj recimo Seven Space, mi smo bili prvi proizvajalci ognjeodpornih materialov na svetu, ki smo v bistvu proizvajali brez kupovati energije. Mi imamo sončno-solarni sistem na strehi in to nam je zadostovalo za celotno proizvodnjo. S časom smo zrasli, trenutno je nekje 60% recimo samo proizvedene energije, ampak še vedno mislim, da ni konkurenta, da bi bil niti podoben tem številkam. Tako da za nas je bilo to bistvo, kot sem rekel, smo hoteli biti malo bolj naprej tudi na tem vidiku, recimo zdaj skušamo rabiti reciklirane materiale, ker tudi tega se enkrat ni spraševalo, ne, se je pač kopalo, novi material, se ga je proizvedel in potem se je nekaj zgodilo s tem, pač se ni nič niti ukvarjal, ne, zdaj pa vedno več skušamo reciklate, se pravi te betone, ki se jih uporabi nekje v jeklarni, jih pol, če se le da še enkrat se jih deloma uporabiti, ne, in to je spet za okolje velik korak. Hvala lepa. Sedaj na zadnje pa še vprašanje Jakoba Grudna iz četrtega UFM. Ja, pozdravljen. Sem hotel vas vprašati, če se morda v vašem bodočem poslovanju mislite obrniti tudi na druge sektorje. Zanimivo, jaz sem sicer malo kot hobi, malo zares pol investiral še v kavo. Kakšen tudi slišal, pač tu lokalno proizvodnjo kave, sicer majhna zgodba, majhna proizvodnja, ampak perspektivna. In ne morem reči, da to je spet nekaj racionalno. V mojem življenju sem vedno spremljal zelo racionalne in tudi kakšenkrat malo manj racionalne odločitve in mislim, da je tudi prav ta zmes, ker če slediš samo številkam pol. Se pravi, kava je pač spet tak produkt, ki je lep, meni je zelo všeč, tudi kava in ta kava posebno je bila zelo všeč, tako da sem v to verjel in pravim, sigurno manj mogoče racionalno kot ti ognjeodporni materiali, ampak prav zaradi tega tudi dosti bolj emocionalno. Tako da, ja, lepo je diversificirati. Ne bi pa tak korak več naredil, kot sem ga naredil, da bi vse pustil za eto nekaj čisto novega, to pa ne. Tako da, to je pač nekaj dodatnega, pravim, malo hobi, malo interes in malo seveda tudi upanje, z tega posla nekaj dobrega narediti. Ampak kot dodatno in ne kot zamenjava. To je pomembno. Hvala. No, hvala Jakob in hvala še enkrat Eriku Zobcu.
Torej, naš večer prihaja k koncu. Predam besedo profesorju Frandoliču za pozdrav in vsem gostom, seveda. Ja, hvala Veronika. Erik, hvala lepa. Torej, res izredna hvala dr. Zobcu. Mislim, da so te pobude res pomembne za naše dijake, našo šolo, našo okolico in za vse naše goste, da lahko spoznajo tudi kvaliteto, ki imamo torej, tukaj v naših krajih, ne? Take znamenite podjetnike, kot si ti, Erik. In nič, še enkrat res, hvala lepa vsem. Preden končamo, preden imamo končne pozdrave naših dijakov, bi rad pa dal besedo še gospe ravnateljici Maji. In nasvidenje vsem. Hvala lepa. Prosim, Maja. Ja, sem na začetku omenila, da bomo koga pozabila in dejansko, ko sem pogledala udeležence, nas je res zelo dosti, sem ugotovila, da nismo posebej pozdravili oziroma bi radi še enkrat posebej pozdravili, ker se potem nista uspeli oglasiti. Predstavnica Slovencev na Hrvaškem v Karlovcu, to je prijazna gospa, ki nam sledi zvedavo in nekako izžareva zelo veliko pozitivne energije, ter gospa Kovač iz Porabja. Tam je tudi gospod Florian Marčič v predstavništvu inkubatorja Sežana, ker smo zelo veseli prisotnosti tudi novinarke gospe Mateje Železnikar, ki je z nami v svojstvu novinarke RTV Slovenija, kar se pa tudi v našem prostoru dogaja vsak dan in smo veseli. Prav tako tudi lep pozdrav naši novinarki Urški Peters. In vidim, da je kolega Alen Kermat z dvignjeno roko, Domen ti predaja štafetno palico, ampak mislim, da lahko Alenu dovolimo kakšno vprašanje, ker si predstavljam, da ga ima. Ja, pozdravljam gospoda Zobca, mislim Slovaščana, se tudi poznava. Sem sledil zelo rade volje temu srečanju, ker mi je zelo zanimiva njegova zgodba in v temu ga nisem poznal, tako še enkrat hvala in čestitam osebno. Sem želel pa še nekaj podčrtati, ker mu je v čast, oziroma povezava s teritorijem. Jaz sem bil marsikatero leto tudi predsednik Slovenskega kulturnega društva in Erik nam je večkrat ob priliki tudi pomagal, oziroma kulturno je pripomogel k večerom in mislim, glede tega, mislim še dodatno, torej ta povezava med podjetništvom in teritorijem, ki mi je, mislim, ni prišlo do izraza, ampak torej mu je še dodatno v čast in se mu v tem tudi zahvaljujem. Potem pa, če smem se malo pohecati, mislim, mi je tudi bilo zanimivo poslušati tvojo osebno zgodbo, mislim, kako se je prepletala z mano, ker v tistih letih, v 2008, jaz sem končal univerzo za okolje in prostor, ne, in se spomnim, da med temo krizo sem slišal o tem podjetju in se spomnim, da sem tudi oddal prošnjo, kurikulum, da bi tem delal, mislim. Ampak potem moje življenjske poti so me peljale čisto na drugi konec. Ampak mi je bilo zanimivo tudi, mislim, ko slišiš take življenjske zgodbe, ugotavljati, kako se prepletajo in kako se razvijajo. Tako da še enkrat hvala in je bilo zelo zanimivo in čestitam vsem za organizacijo. Evo, hvala. Hvala še enkrat vsem. Torej, nazadnje imamo še končni pozdrav v imenu šole in vseh dijakov. Prosim, Erik Leban. In smo že na koncu. V imenu vseh dijakov se zahvaljujem našemu gostu za zanimivo in izčrpno predstavitev. Še enkrat se zahvaljujem našim gostom in posebni zahvali gre sta ravnateljici Maji Dapornik in profesorju Domenu Frandoliču, ki sta naše srečanje skrbno in podrobno organizirala. Dragi poslušalci in dragi poslušalke, hvala, sta bili z nami in upam, da vam je bilo prijetno v naši družbi. Želim vam lepo nadaljevanje večera in nasvidenje. Nasvidenje vsem, hvala lepa še enkrat. Hvala vsem za pozornost in nadaljujte še v tem stilu z drugimi gosti, sem prepričan, da bo uspešno, da bo kar nekaj ostalo. Zopet, če na koncu, hvala res za vas,
vaš doprinos, za vaše pričevanje. Imajo pa ti večeri tudi res eno negativno posledico. Ko se spletejo vezi, potem teh vezi ni tako hitro konec in se bojim, da vas bomo v imenu mladih še kdaj nadlegovali. Kot ste rekli, za mlade in za okolje bo vedno čas. Tako da... Hvala. Okay. Srečno vsem! Hvala lepa, nasvidenje. Videnja.